V rubriko Glas ljudstva smo prejeli toliko elektronske pošte, da bomo kmalu morali zbrisati vse maile od osveščenih prebivalcev Slovenije. Najbolj pa sta nas prepričali Bina in Ana, ki ju zanima, ali bo Taylor Swift res vplivala na volitve ameriškega predsednika. Ker mi o ameriških volitvah vemo toliko kot vlada o socialnih omrežjih, se pravi, pustimo, da nam svetujejo razni sumljivi ljudje, smo odgovor raje prepustili strokovnjaku, ki ima z ameriškimi volitvami tudi osebno izkušnjo. Bini in Ani odgovarja Donald T. Hello, drage gledalke in gledalci in vsi, ki ste danes prišli pogledat Praga, Starga in novega Kinga v USA, to sem jaz, Donald. Preden pa grem in ponovno zavzamem Capital, pa seveda odgovoril na eno vprašanje in to zato, ker jaz dam najboljši odgovor na vprašanje. Noben ne daje tako dobrih odgovorov na vprašanja, ne, samo jaz. Zato, ker samo jaz imam vse odgovore na vse tajne dokumente na WC-ju v Mar-a-Lago in kar me zanima, lahko kadarkoli pogledam, a pa mi javijo iz Moskve. Tako da jaz vse vem in zato vem tudi, kdo je Taylor Swift. Kdo je Taylor Swift? Kdo je ona? Točno to se zdaj sprašuje Sleepy Joe Biden, ki je verjetno pozabil. Tako kot smo mi pozabili predstaviti dokazov volilni Ferrari, ampak don't worry, mi jih bomo drug teden sigurno, 100% in potem bo jasno, kdo je the real president, ki to sem jaz. Vi se pa vprašajte, koliko video spotov Taylor Swift imel Hunter Biden na svojem laptopu in zakaj. Zakaj imaš video spote na laptopu, če se lahko vrtijo tudi na televiziji? Those so the real questions, ampak zdaj žal nimamo časa za odgovore, bom pa povedal samo to. Da je jasno, da Taylor Swift kot ženska nima nobenega vpliva na ameriške volitve. Zakaj? Zato, ker sta samo dve možnosti, ali pa da zmagam jaz, Donald Trump, ali pa da so volitve neveljavne in jih ne priznam. Simple, ne moreš drugače. Taylor has no chance. Listen, Ana in Bina in vsi mladi ljudje, ki poslušate Taylor Swift, pustite volitve pri miru. Vi ste še mladi in se raje ukvarjate s tem, da vas šoli na Avstralijo, ali pa kako se boste pretihotapili v druga zvezna država na medical procedure. Volitve pa pustite raje nam odraslim, ki imamo za to čas in denar. Ok, vse čas. Sicer pa se mogoče kmalu vidimo, ker mi pravi Melania, da bojo blizu Sevnice zgradili azilni dom in se konec leta, ki bo treba bežati, mogoče preselimo tja in naredimo Sevnica great again. Ali pa gremo vsaj na Sausage Fest. Yeah!